Pozdravljeni v avtomobilnosti, pozdravljeni v gospodarskem razstavišču, na avtomobilskem salonu in v tehnološkem paviljonu. Po 16 letih se v Ljubljano in po 11 letih v Slovenijo vrača avtomobilski salon. To je toliko časa, da se je v tem času, v 16 letih, na področju avtomobilizma resnično veliko spremenilo. Zato smo za obiskovalke in obiskovalce na tem salonu pripravili tehnološki paviljon. Ja, in poleg tega, da ste lahko gledali in prisostvovali različnim pogovorom in snemanju oddaje avtomobilnosti, ste se lahko sprehodili po naših 11 točkah z različnimi zanimivimi vsebinami. Pa si pogledajmo. Prav posebno mesto na tehnološkem paviljonu pa je rezervirano za raziskovalno dejavnost. S pomočjo prav posebnega simulatorja bomo tukaj namreč ugotovili, kako se voznice in vozniki odzovejo v posebnih insceniranih vozniških situacijah. To nam bo v pomoč, da bomo pri oblikovanju naslednjih preventivnih akcij znali še bolj natančno izbrati prav tiste stvari, ki jih najpogosteje delamo narobe. Ja, in varnost je ena izmed tistih stvari, kateri smo v naši coni oziroma na tehnološkem paviljonu posvetili kar veliko poudarka. Avtomobili zdaj že sami opazujejo, kaj se dogaja na cesti okoli nas in zato bo to en dober dodatek simulatorju, ki smo ga videli na začetku. Ta avto ima emergency assist braking, se pravi zaviranje v sili. In to pomeni, da zavre namesto nas, če se nekaj pred nami pojavi. Zdaj ni nujno, da bo ustavil pred to oviro, ampak v vsakem primeru bo pa trk vsaj malo ublažil. In to je že stvar, ki nas napeljuje, ti asistenčni sistemi, k avtonomni vožnji. V avtomobilskem svetu se tako nahajamo v drugi fazi avtonomne vožnje, drugi stopnji. Audi pravi piloted driving. Piloted driving zaradi tega, ker še vedno mora biti ob vseh teh asistenčnih sistemih, kamerah, radarjih prisoten voznik, da prevzame nadzor in seveda tudi v realnem prometu odgovornost. No, tale njihov avtomobil je sposoben odvoziti nekaj krogov tudi po cesti, ampak kar je bolj zanimivo, vsaj za nas in za tiste, ki obiščejo tehnološki paviljon, je to, da je ta avto odpeljal krog tudi po dirkališču in to sam, brez voznika. To pa je tisto, kar je morda tudi malo bolj za tiste avtoromantike in tiste, ki se zanimate za motošport. No, če smo še malo pri avtonomni vožnji, bi rad poudaril le še to, da tu na tehnološkem paviljonu lahko vidite različne vrste asistenčnih sistemov, ki skrbijo tako za varnost, udobje in za to, da se voznik bolje počuti. In te asistenčni sistemi so prisotni tudi v avtomobilih, ki bodo nekoč vozili avtonomno. Tako da tehnologija že tako napreduje, da nekoč bomo res lahko spustili volan in se prepustili vožnji, vmes pa brali časopis ali pa brskali po spletu. Ko bodo enkrat na cesti samo še avtonomni avtomobili, nesreč ne bo več. Do takrat pa bo zelo pomembno, kakšna je strukturna čvrstost avtomobila, varnostna kletka. O tem govorimo tukaj v tehnološkem paviljonu na polju pasivne varnosti. Pasivna varnost ni samo varnostna kletka, je tudi vsi sistemi, ki stopijo v svojo funkcijo takrat, ko do nesreče pride. Imenujemo jih tudi z imenom pre-safe. Varnostna kletka se je razvijala skozi zgodovino, skozi različna obdobja. Novi materiali, drugačne kovine omogočajo lažjo strukturo, ki je hkrati sposobna ob trkih prenesti večje sile. Euro NCAP, konzorcij, ki že 20 let z trki ugotavlja, katere konstrukcije so boljše od drugih, je mejnik v razvoju pasivne varnosti. Saj je prav preko trkov moč jasno ugotoviti, katere strukture so močnejše od drugih. O tem na tehnološkem paviljonu v oddelku pasivne varnosti. Kako deluje pasivna varnost, ne pa lahko najbolje vidimo na temle na pol prerezanem hibridu, kjer dejansko lahko že sklepamo, kako nas bo avto obvaroval, kje so vsa ta vodila in senzorji, ki bodo ob trku naredili svoje, da bo avto zares pripravljen na to, da nas obvaruje.
Zanimivost tega razstavljenega avtomobila je tudi v tem, da avto dela, kar je pri takih razrezanih modelih pravzaprav redkost. Drugo, kar pa lahko tukaj bolj podrobno vidimo, pa je seveda hibridna tehnologija. Tukaj vidimo dva različna sklopa v prerezu in kako sta pravzaprav na koncu našla skupno točko. In to moramo reči, da je redkost tudi na tujih salonih. Dobro, v Ženevi, Frankfurtu in Parizu že vidiš kakšno takšno čudo, ampak smo pa veseli, da je pripeljal na en tak lokalen salon, kot je ta ljubljanski avtosalon. In ko si ravno govoril o hibridih in o samem motornem sklopu, gremo lahko na eno stvar, ki pa morda je bolj za avtoromantike, ne? V coni visokih vrtljajev ne moremo mimo Alfe Giulio Quadrifoglio Verde. V6 motor, 2,9 litrski biturbo, 90 stopinj zarotiran, ki proizvede 505 konjskih moči. Ampak kar je najbolj zanimivo, seveda ob tem, da je motor pomagal proizvesti sam Ferrari, je to, da ta motor, takrat, ko ga ne ženete v visoke vrtljaje, teh 6 valjev ne uporablja vedno. In seveda, ko uporabite bolj ekonomično vožnjo, ko date na tempomat na avtocesti, izklopi 3 valje in vozi samo na 3 valje. In potem od tiste vožnje, ki je dinamična in športna in kjer porabite recimo 20 litrov na 100 km, kar naenkrat porabite le 7-8, odvisno od teže vaše desne noge. Na tehnološkem paviljonu ne moremo mimo goriva. Še posebej ne mimo bencina. Veliko smo v naših oddajah že govorili o tem, kakšna bo prihodnost fosilnih goriv, še posebej dizelskega goriva. Ampak bencin zagotovo še ni rekel zadnje. Visoki oktani so tisto, o čemer govorimo na tehnološkem paviljonu, predvsem v povezavi z zmogljivimi motorji. Sodobnejši, bolj ekološko usmerjeni motorji bojo potrebovali dobro gorivo in to je povezano z visokimi oktani. Prav posebna vsebina na tehnološkem paviljonu, verjetno tudi nekoliko nepričakovana, pa je povezana z stroški lastništva avtomobila. O tem smo v avtomobilnosti veliko govorili, še posebej potem, ko smo se ozirali v prihodnost, ko smo ugotavljali, da skoraj zagotovo ne bomo več želeli biti prav fizično lastniki avtomobila, da bomo najemali bolj njegove storitve ali od nekoga drugega najemali storitve rabe avtomobila. Za zdaj avto kupujemo še po starem. In pri tem smo Slovenci najpogosteje usmerjeni predvsem v to, da znižamo ceno nakupa avtomobila. To je sicer seveda v redu, ampak ni pa to edini strošek. Tukaj govorimo tudi o vzdrževanju, pa registraciji, pa financiranju, gorivu, gumah, vrednosti po Eurotaxu. Vse to v naših testih tudi zajamemo v ceno avtomobila. Posvetili pa smo se tudi tematiki udobja. Ja, vem, kaj boste rekli, avto lahko izberem in skoraj da že kupim prek interneta, ampak nekaj česar pa ne morete storiti, če ne pridete v avtosalon ali na avtomobilski salon, je, da se v avto dejansko usedete. Preizkusite, kakšen je vaš, pa recimo temu, delovni prostor za voznika, sovoznika, za tiste, ki sedijo zadaj. Kako dobro se sedež prilega vaši postavi, vaši zgradbi, konstituciji in pa predvsem tudi to, da recimo v novih sedežih lahko pri bogatejši opremi pričakujete tudi masažni sedež, kar tale avto tule recimo ima in veliko gostov tule se želi usesti in preizkusiti, kako bi jim to pomagalo predvsem pri daljših poteh. Te pikice na sedežu pa ne povedo samo, da ima ta sedež seveda gretje sedežev, kar pri modernih avtomobilih je že kar v praksi, ampak tudi hlajenje, kar je dobro in zanimivo predvsem za tiste poslovneže, ki se veliko vozite in ki veste, kakšen je občutek, ko prideš na sestanek z zalimano majico na hrbtu. Povezljivost je tudi zanimiva problematika modernega avtomobilizma. Kljub temu, da ima veliko ljudi nove avtomobile in bi se lahko povezali, še vedno takole vozijo avto in telefonirajo. Ne samo, da ne uporabljajo Bluetooth povezave, tudi ne vedo, da imajo v avtu morda celo Android Auto ali pa CarPlay, se pravi enega za Androidne mobilne telefone, drugega pa za Appleove naprave. S takšnim preprostim kablom priklopite svoj telefon v sistem in ne samo, da ga polnite, sistem se, zavidite, da telefona ne morem uporabljati, ampak lahko pa gledam, kaj se dogaja z njim tule na velikem zaslonu.
in prek njega lahko uporabljam navigacijo, še vedno se lahko kliče, morda vam celo prebere kakšno SMS sporočilo in pa seveda lahko z njim zvočno, če ste tega vajeni prek Google ali prek Siri, tudi komunicirate in mu dajete različne naloge, kar je super in predvsem bolj varno, kar se tiče uporabe telefona v samem avtomobilu. In ko smo ravno pri povezljivosti, tisti, ki pa si ne želite poslušati telefona oziroma zvokov, ki jih imate naloženih na telefonu, verjetno še vedno uporabljate klasičen radio. In pri tem radiju se tudi veliko spreminja. Govorili bomo o DAB+ sistemu. To je frekvenca, ki je digitalna, ki počasi izpodriva staro FM frekvenco, kjer smo vsi vajeni hreščanja in iskanja novih frekvenc, predvsem pri daljših vožnjah. DAB+ bomo s kolegi z Vala 202 razložili tudi v našem kotičku na našem odru avtomobilnosti, tule na tehnološkem paviljonu. Kar pa je pomembno tudi za tiste radijske postaje, ki so se za DAB+ odločile, je to, da naj bi bilo vzdrževanje samega sistema samo osmino tistega, kar zahteva klasičen FM signal. In za konec le še informacija o DAB frekvenci. Norveška je recimo prva država v Evropski uniji, ki se je odločila, da povsem opusti FM signal in se posveti samo DAB-u. In tu recimo v avtomobilu, v novejših avtomobilih, ki so dobro zatesnjeni in izolirani, kar se zvoka tiče, boste lahko res prisluhnili, kakšna je razlika v digitalnem signalu in pa v tistem, ta starem, lahko rečem, FM analognem signalu.